Travišča so ekosistemi, kjer v vegetaciji prevladujejo zeljnate rastline, posebej trave. Pred razvojem oziroma sukcesijo v gozd jih zavirajo podnebne in talne omejitve, paša, požari, košnja in drugo. Naravna travišča so pri nas večinoma nad gozdno mejo, nižje pa so travišča bolj ali manj odvisna od paše domačih živali ali košnje. Tem rečemo polnaravna travišča, saj se rastlinska združba je živalska, oblikuje sama glede na danosti okolja, razpoložljivi vrstni fond v okolici in glede na režim človekove rabe. Zakaj so danes travišča, posebej ekstenzivna, kmetijsko malo pomembna, tako pomembna pa v varstvu narave pri nas in širše Evropi? Če je imel toliko truda in tudi finančnih sredstev za ekosisteme, ki jih je v stoletjih oblikoval človek in niso naravni ne po obsegu, ne po sestavi. Skozi zgodovino Evrope so polnaravna travišča izrazito spreminjala svojo vlogo pri zagotavljanju preživetja prebivalstva, česar posledica je bila zaznavna tako na obsegu kot na podobi travišč. Vpliv so imele tudi družbene razmere in tehnološki razvoj, slednji posebej v zadnjih 2 stoletjih. Dinamika obsega travišč skozi stoletja in tisočletja lahko rekonstruiramo na podlagi pelodnih diagramov, deloma zgodovinskih zapisov, za kasnejša obdobja pa tudi s pomočjo starih, na primer vojaških kart ali katastrov. Pelodni diagrami kažejo, da je bila pred znatnejšimi vplivi človeka, kmetovalca, torej v kameni dobi, poledenodobna nižinska Evropa pretežno gozdnata. Gozd nudi manj hranljive biomase za rastlinojede kot traviščna vegetacija, zato je človek z izsekavanjem, požiganjem in pašo domačih živali gozd redčil in širil pašniške površine. V le majhni meri so takrat obstajale tudi skromne njive. Obseg travišč se je v tem obdobju najbrž precej spreminjal skladno s spremembami prebivalstva, krizami, selitvami ljudi in tako dalje. V rimski dobi je zaznaven znaten porast deleža travniških površin, pa tudi širjenje njiv in novih sadnih vrst ter vinske trte. Travišča so bila namenjena pašni in tudi kostni rabi, gozd pa je bil še vedno dominanten v hribovitih in goratih predelih. Po propadu Rima sledi slabo poznano obdobje zgodnjega srednjega veka, ki ga zaznamujejo selitve ljudstev po Evropi. To je najbrž pomenilo večjo dinamiko obsega travišč, od širjenja gozda po opustitvi do vnovičnih krčitev. Razgozdovanje se je kasneje v srednjem veku in proti novemu veku intenziviralo. Skromne kmetijske površine so nastale tudi na plitvih ali močvirnih tleh ter na strmih terenih, saj takrat le širjenje kmetijstva na nova zemljišča lahko sledilo rasti prebivalstva. Delež gozda je bil pri nas najnižji v 18. in začetku 19. stoletja, pa še takrat je bil to degradiran gozd, kjer so prav tako pasli ali nabirali steljo. Takrat so bila travišča dominanten način rabe zemljišč, posebej v reliefno bolj razgibanih deželah, kot je naša. Z industrializacijo, razvojem kmetijstva in deagrarizacijo od konca 19. stoletja naprej so posebej manj produktivna travišča izgubljala svoj pomen v okviru samooskrbe na kmetijah. Mnogo manj je bilo tudi potrebe po senu za konjske vprege. Kot lahko vidimo na primeru raziskave rabe tal na Pokljuki, so se številna marginalna travišča in druga kmetijska zemljišča zato opustila in začela zaraščati, ponekod pa je potekalo tudi načrtno pogozdovanje. Delež ekstenzivnih travišč na ravni slovenskih dežel je tako upadel, manj poznano pa je, da so travišča ponekod tudi pridobila na površini. Razširila so se na nekdanje skromne njive v hribovitih ali kraških območjih, ki so bile edina možnost pridelave poljščin v okviru samooskrbnega kmetovanja in ki jih po deagrarizaciji zaradi majhnosti in slabega potenciala večinoma ni bilo več smiselno ohranjati. Velik vpliv na obseg in značilnosti travišč so skozi zgodovino imele tudi spremembe v lastniški strukturi. Skozi zgodovino se je zmanjševal delež zemljišč v skupnem upravljanju ali v lasti fevdalcev, ki so bila pogosto dokaj degradirana, na primer travišča prepašena. Zemljišča so v last kmetov dokončno prišla z zemljiško odvezo sredi 19. stoletja, ko je bil formalno ukinjen fevdalizem.
Večina kmetijske zemlje je bila vtedaj namenjena samooskrbi, čeprav je bila dejanska samooskrba lahko tudi pičla, ker so bile mnoge kmetije, kočarije, majhne ali premajhne. Čeprav so kmetje za svojo zemljo skrbeli bolje kot poprej za skupno, je bilo vseeno veliko prepašenih ali izčrpanih travišč, steljarjenja v gozdovih in drugih načinov netrajnostne rabe. Tudi takrat pa je določen del, zlasti najmanj rodovitnih ali planinskih travišč, ostal v srenjski lasti cele vaške skupnosti. Zelo pomembne za travišča so bile tudi zgodovinske prakse gospodarjenja z njimi. Rekli smo že, da je bila v starejšem obdobju paša prevladujoč način rabe. Šlo je večji del za pašo s pastirjem, kar so pogosto izvajali tudi otroci. Vgrajevanje živine je mnogo kasnejši izum, ki se je razširil z deagrarizacijo in modernizacijo, ko je začelo primanjkovati tudi ljudi na kmetih. V večini naših krajev je paša potekala v bližini vasi tako na traviščih, kot tudi na mokriščih in v gozdovih, ponekod pa je obstajal tudi polnomadski način paše. Tako je bila in je v določeni meri še danes za alpski svet značilna poletna selitev živine v višje ležeče planine, v obsredozemskih regijah, pa od obmorskih predelov pozimi v notranjost poleti. Selitve živali so pripomogle k razširjanju določenih rastlinskih vrst in pomembno vplivali na populacijske procese. Omembe košnje kot načina rabe travišč segajo do rimskih časov, najbrž pa obstaja odkar ni nomadskega načina življenja, čeprav je bila takrat mnogo manj pomembna od paše. Košnja je bila nujna v hladnejših predelih Evrope, manj pa v Sredozemlju, ker so lahko pasli tudi pozimi. Izrazit pospešek košnji in nazadovanju paše v naših krajih je dala uredba cesarice Marije Terezije iz leta 1768, katere namen je bil, parafrazirano, živino v hleve. Večino travišč, razen najbolj kamnitih, so tedaj kmetje kosili za seno, v hlevu pa so zbirali gnoj za njive, kjer so začeli gojiti zahtevnejše kulture, na primer krompir in koruzo. Za hlevsko rejo so potrebovali veliko stelje, ki so jo kot nagrabljeno listje, praprot ali zelinje nabirali v stelnikih, torej gozdovih in mokriščih. Ponekod so rezali tudi oresje ali smrekove veje. Nekdanje pašnike so z veliko truda pretvorili v površine, kjer je bila kasneje možna kosna raba. Šlo je za odstranjevanje kamnov in skal ter čiščenje posamičnih dreves in grm. Pretežno kosni način gospodarjenja, kjer so bila travišča vir hranil za njive, bolj malo pa se je hranil vračal nazaj, v več kot 200-letnem razdobju pripeljal do sestave ekstenzivnih travišč, ki smo jih sprejeli za referenčni, torej kot cilj varstva narave. V tem je srednjeevropski prostor zgodovinsko nekoliko drugačen od zahodne Evrope, kjer hlevska reja ni bila toliko pospeševana. V varstvu travišč tam prednost pred košnjo zato dajejo pašni ravi. Današnja travišča so torej skozi dolgo zgodovino ljudje močno sooblikovali, s čimer pa so postala del naše naravne dediščine. Sestava združb in obseg travišč izpred nekaj desetletij sta zato referenčna za cilje in ukrepe varstva narave, saj so travišča habitat mnogim vrstam, ki drugje v moderni, manj mozaični krajini težko preživijo. Primere takih vrst najdemo med rastlinami in živalmi. Njihove populacije so bile v pretežno gozdni krajini, pred vplivi človeka morda manjše, nekatere vrste rastlin in živali so prav zaradi dolge zgodovine kmetovanja stoletja nazaj tudi prišle v naše kraje. Danes pa se populacije teh vrst nevarno bližajo lokalnemu izumrtju. Nekatere tipi ekstenzivnih travišč so po številu vrst na površino med najbolj pestrimi združbami na svetu. Tudi če niso pestri, pa v kmetijski krajini pomenijo okolje, ki je zelo drugačno od pozidanih površin njiv ali vodnih območij in zato pomembno dvigujejo krajinsko pestrost. Nenazadnje pa so travišča del kulturne krajine in tudi kulturne dediščine naših krajev. Kot taka so del podobe države, predmet izobraževanja, raziskav, turizma, navdiha in počitka.